Zato so se odločili, da zagotovijo uporabnikom slušnih aparatov ne le, da v hrupnem prostoru slišijo, ampak tudi razumejo, kaj se dogaja na odru oziroma v kulturni dvorani. Slušna zanka pa je namenjena temu, da te odboje oziroma moteče dejavnike preprečijo. Epidemiološke razmere dopuščajo sproščanje kulturnih prireditev in v straži so ponosni, da so s 1500 € vredno naložbo poskrbeli tudi za obiskovalce s slušnimi aparati. Slušno zanko, ko smo se odločili, da jo postavimo v kulturnem domu, nismo delali analize, koliko imamo oseb z temi posebnimi potrebami. Zmeraj smatramo, da smo občanom in ostalim prijazna občina in da je potrebno tudi ljudem, ki imajo to hibo, iti nasproti. V Sloveniji je približno 75 000 uporabnikov slušnih aparatov. Govorimo o invalidnosti, ki s staranjem prebivalcev narašča. Slabši sluh je lahko posledica poškodb, bolezni, v porastu je tudi kot poklicna bolezen. Po nekaterih ocenah je oseb, ki imajo težave s sluhom, vsaj še enkrat toliko, kot je uporabnikov slušnih aparatov, ocenjujejo v društvu. Je pa problem pri osebah z gluhoto ta, da težko dostopajo do informacij, so socialno izključeni in pa težavo imajo pri komunikaciji. Zato so jim prisluhnili v regijskem NVO centru, ki jim pomaga pri pozivanju občin in drugih k namestitvi slušnih zank, saj ne gre za veliko naložbo, pomaga pa mnogim.